Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. Prav posebno lep pozdrav velja tudi vsem, ki današnjo prireditev spremljajo živo preko spletne povezave. Naj uvodoma upravičim odsotnost direktorja knjižnice Ivana Potrča Ptuj, magistra Matjaža Medaurja, namreč danes je službeno zadržan. Današnji literarni večer pripravlja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v okviru širše zastavljenega projekta, katerega namen je zagotavljanje enakih možnosti in spodbujanje večje socialne vključenosti slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja. Ena izmed najbolj pomembnih prireditev tega projekta bo nova knjižnica slepih in slabovidnih v Ljubljani, ki bo zagotavljala boljše pogoje dela in hrambe gradiva. Opremljena bo sodobno opremo za tiskanje v brajici, povečanjem tiskov ter snemanje zvočnih knjig. Sedanja knjižnica namreč deluje v izredno težkih pogojih, kar sem se ob njenem obisku pred nekaj leti lahko tudi sama prepričala. Današnji dogodek je prvi izmed treh, ki se bodo v sodelovanju z Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije letos odvijali v ptujski knjižnici. V novembru načrtujemo še 2 delavnici, namenjeni knjižničarjem, pedagoškim delavcem ter družinskim članom oseb, ki so slepe, slabovidne ali imajo motnjo branja. Na delavnicah se bomo seznanili o tem, kako slepi in slabovidni berejo, se učijo ter uporabljajo svetovni splet. Predstavljene bodo tudi knjižnične storitve za slepe in slabovidne v Sloveniji, pripomočki za branje ter programska oprema, ki jim omogoča dostop do informacij preko spleta. Vljudno vabljeni tudi na delavnice, ki bodo v novembru. V želji, da bi se skupine z več potrebami čim bolj aktivno vključevale tudi v vse veje kulturno-umetniškega dogajanja, vam želim prijeten večer, v družbi pa vabim predstavnico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Spoštovane obiskovalke, dragi obiskovalci, lep dober večer tudi z moje strani. Kot je gospa že omenila na začetku, se ta večer danes tukaj odvija v sklopu projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. Ime dogodka Znani Slovenci berejo slepim in slabovidnim pa je tukaj na Ptuju že 4. po vrsti. Najprej smo se pomudili v Ljubljani, svojo pot smo nadaljevali v Novem mestu, v Kranju, zdaj pa smo tukaj pri vas. Za te naše dogodke je značilno, da se eden od moderatorjev pogovarja z enim od znanih slovenskih pisateljev o knjigi, ki si jo pisatelj izbere sam. Moram omeniti, da so ti dogodki med slepimi in slabovidnimi izrednega pomena, ne le zato, ker izbiramo dobre pisatelje, zanimive goste in pa dobre knjige, pač pa tudi zato, ker jih predvajamo tudi preko interneta, tako je namreč tudi danes. Zato mi dovolite, da pozdravim tudi vse naše obiskovalce, ki nas spremljajo iz svojih foteljev kar doma. Projekt Knjižnica slepih in slabovidnih je na tem področju trenutno pri nas največji projekt, ki ga v deležu 85% financira Evropski socialni sklad, ostalo pa financira Ministrstvo za kulturo. Pomemben je zato, ker bo pomagal slepim in slabovidnim, da bomo prišli do nove, večje, bolj sodobne in bolj opremljene knjižnice, da si bomo lahko tudi mi brez težav sposojali gradivo in da bo tega gradiva tudi vedno več. Kajti morate vedeti, da če bi vso gradivo, ki ga imamo trenutno v naši stari knjižnici, v manjših prostorih, če bi vrnili vso gradivo, ki je izposojeno, zanj ne bi bilo prostora. Sedaj toliko z moje strani, sedaj pa k besedi vabim predsednika Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj, gospoda Janeza Solino, potem pa se bomo prepustili pogovoru z našima gostoma. Hvala lepa. Ja, hvala za te uvodne besede.
Pa bi mogoče začel takole. Najbolj zaslužni, da smo danes tu na tej prireditvi, je prav gotovo naša zveza Društva slepih in slabovidnih, ki v okviru evropskega projekta Knjižnica slepih in slabovidnih Minka Skabrne pač pripravlja te prireditve. Zdaj, ime knjižnice se bo tudi ponovno imenovalo, ohranili pa bo staro ime Minka Skabrne, ker pač to označuje tudi našo dosedanjo dejavnost in želimo v tem smislu nadaljevati tudi v naprej. Nadalje bi se ob tej priliki zahvalil bi se res predstavnicama zveze, ki so danes tu in bomo skupaj speljali to prireditev. Kot drugo bi se zahvalil tudi knjižnici Ivana Potrča Ptuj, ki je pač nas sprejela v te prostore in da bo skupaj z njimi speljali ta projekt. Tu se zahvaljujem Mileni Dobršek za te uvodne res lepe besede in upam, da bomo tudi naprej uspešno sodelovali in tudi take stvari peljali dalje. Nadalje bi se rad zahvalil tudi naši moderatorki na današnji, gospe Viktoriji Dabič, s katero v zadnjem času zelo uspešno sodelujemo tako na rekreacijskem kot tudi kulturnem področju, se pravi zdravje in kultura, res sta skupaj. In tu je res hvala za njen optimizem, pogum in da nas pri tej dejavnosti spremlja in želim, da tudi v bodoče še ostane z nami. In seveda, ne nazadnje, bi rad med nami pozdravil današnjega gosta, gospoda Ivana Sivca, ker smo res počaščeni in veseli, da je danes prišel med nas. Ko sem v zadnjem času spremljal, da se je pojavil na Dravskem polju in se vidi, da starša, pozneje v Ormožu, se mi je malce čudno zdelo, zakaj pa je preskočil Ptuj, čeprav je tu pokopal Atilo pri Svetem Roku in je prav, da pride tudi na Ptuj. Zato sem res vesel in počaščeni danes, da ga lahko pozdravimo med nami in prepričan sem, da bo to vplivalo na take prireditve, vplivalo na dvig kulture branja tudi med slepimi in slabovidnimi in nam želim danes prijetno večer. Hvala. Lep dober večer, dragi prijatelji, dragi gostje, spoštovani pisatelj. Nocoj smo se skupaj namenili preživeti lep večer. Naši večeri v naši knjižnici so vedno nepozabni. Zato si želim, da bi se nam tudi nocojšnji vtisnil v spomin. Lahko povem, da je nocojšnji večer izjemen tudi zaradi drugačne publike. Tistih potencialnih bralcev, ki si kljub pešanju vida še trdneje želijo ohraniti stik s knjigo, s tisto čudovito spremljevalko našega življenja, ki mirno čaka na knjižni polici, da jo vzamemo v roke takrat, ko si zaželimo dobre družbe. Nekateri so se že bali, da bo z novimi ponudbami v računalniku knjiga izgubila tisto čarobno moč, ki je zaznamovala generacijo pred nami. Takrat je bila knjiga preprostim ljudem skoraj nedostopna, pa so vendar našli pot do nje v vaških knjižnicah, v kakšnem župnišču, kjer je duhovnik sam presodil, komu bo omogočil stik s knjigo. Koliko ljubiteljev, pisateljev je bralo na skrivaj, na podstrešju ob trski ali sveči, na paši, da so potem živali popasle sosedovo njivo in so doma bili prepričani, da iz tega slabega pastirja zagotovo ne bo nič v življenju. Resnica pa je prav na strani skrivnih bralcev. Tisto, kar te zanima, do tega vedno najdeš pot. Tudi če se nam na pot postavljajo ovire, smo prav zaradi izkustev z branjem močnejši in še bolj prepričani, da imamo prav. Tisto, kar smo počeli na skrivaj, je imelo vedno svoj posebni čar. In zato sem prepričana, da smo v šolah z rdečim naslovom na tabli obvezno domače branje zgrešili prav tiste najbolj pridne bralce, ki so brali iz lastne nuje in želje po lastnem odkrivanju novega sveta. Kar predstavljam si enega od rudosledcev, ko je prebral, kako so se ljudje gnetli v sprejemnici in otipavali zrnca zlata, o čemer bo nocoj govora, ki jih je župan iz Chicaga stresel na mizo, ko se je vrnil svoje uspešne poti. Tudi ob reki Dravi so se nekoč postavljali zlatim peskom, ki so ga še v moji mladosti izpirali iz reke, Zlatonoske.
Kaj vse smo ljudje pripravljeni storiti, da bi na hitro prišli do bogatstva, da bi sledili svojim sanjam o lepšem življenju? Kaj je lahko bolj privlačno za mladeniča, ki išče svoje sanje in verjame vanje? Moja nocojšnja naloga, dragi prijatelji, je, da vam predstavim enega takšnih sanjačev, ki ga je prav knjiga povabila na pot na daljno Aljasko, da je lahko opisal svoja doživetja. Verjetno je bil že kot mladenič prepričan, da nobena knjiga ne more pričarati toliko doživetij, kot ga lahko ponudi eno samo potovanje. Dragi prijatelji in ljubitelji slovenske besede, nocojšnji gost je pisatelj Ivan Sivec, ki ga verjetno ni treba posebej predstavljati. Kljub temu pa mi dovolite, da povem o njem vsaj nekaj besed, na to pa se bomo posvetili njegovim zanimivim doživetjem. Kdo od nas ga ne občuduje zaradi obilne bere knjig in zaradi branosti, ki ga uvršča med najbolj brane in torej najbolj priljubljene slovenske pisatelje? V čem je skrivnost njegove neverjetne delavnosti in natančnosti navajanja in zbiranja podatkov za posamezne romane? Odkot mu takšna neverjetna energija za branje, je povedal v številnih intervjujih, zato naj povzamem samo nekaj osnovnih podatkov, da bomo vedeli, s kom se pogovarjamo. Rojen je bil v Mostah pri Komendi, živi v Mengšu. Po poklicu slavist in etnolog, tudi magister etnološke znanosti. Kdaj in kje je jemal čas za njegovih 122 otrok, kot sam pravi svojim knjigam, ne vemo. S pretanjenim posluhom za človeka, za spoštljive medsebojne odnose, zna ustvariti prijazno okolje in svojimi preko 900 nastopi in predstavitvami svojih del je verjetno rekorder v našem kulturnem prostoru. Znal je pregledovati zgodovinske vire, znal je prisluhniti ljudem in njihovim usodam. Iz izkušenj pa je tudi spoznal, o čem morajo peti naše slovenske pesmi. Koliko besedil je bilo uglasbenih za naše popevkarske festivale in različne narodno-zabavne ansamble, s kakšnim posluhom za jezik jih je napisal, zato jih ljudje še danes radi pojejo in lahko trdim, da so ponarodele. Naj vam zaupam, da piše v zadnjem času tudi o dogodkih na naših tleh. Saj boste kmalu izšli še 2 knjigi iz rimskih časov, 2 imate že tukaj, torej iz rimske tetralogije, torej 2 sta pa že tukaj. Prva knjiga nosi naslov Zadnji keltski poglavar, druga pa Usodna emonska kraljica. Torej 2 pa še čakata na izid. To sta Burja nad mrzlo reko, jaz si kar predstavljam, da je to Drava, in Atila Šiba Božja. Avtor si je ugledal vse kraje prizorišč nekdanjih pomembnih dogodkov iz naše zgodovine, zato sem prepričana, da je obiskal tudi naš Atilov grob, za katerega menijo, da se skriva v hribčku pod cerkvico svetega Roka na Bregu, drugi pa, kot veste, si ga lastijo kar na kapeli pri Gornji Radguni. Tam so napravili celo Atilovo pot. Vsak kraj si je znal vzeti kakšno zgodovinsko legendo in jo prilepiti med dogodke v svojem kraju, zato so taki romani prav gotovo še bolj razburljivi za bralce in še bolj burijo domišljijo, zato vabljeni k branju. Ko sva se pogovarjala o vsebini nocojšnjega večera, me je prijetno presenetil s podatkom, da obstaja knjiga, ki je zaznamovala tudi njega in ki je spremenila njegovo življenje. Zato sva se odločila, da vam jo bo nocoj sam predstavil. Naj pove tudi naslov, on sam, en stavek sem že vzela iz tega romana, dovolimo mu, da nas navduši svojim odnosom do vsega branja, saj sam pravi, kar je zapisano, ostane. Kar pa je slišano, pa je dogodek, ki nam poleg vsebine knjige same pove še veliko več o nas samih in o pisatelju, ki je nocoj z nami. Pa še en citat, na koncu vsake poti sem našel tebe, kako me čakaš.
In tako si mi zdaj čisto domač, čeprav ne morem reči, da te sploh poznam. Kdo pa si ti? In neznanec je odgovoril, kaj mislite? Ti sam. Gospod pisatelj Ivan Stivec, prosim. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dober večer oziroma pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala lepa za predstavitev v imenu knjižnice in hvala lepa gospe Viktoriji za ta čudovit esej. Kar prelepo ste povedali o meni, kot da že tam nekje na kakšnem pokopališču skoraj da tako lepo. Da povem že naprej, jaz se bom malo šalil, bolj zabavne zadeve bom pripovedoval, tako da ne bomo prehudo resni. Zelo rad sem nekoliko bolj šaljiv, pa nekoliko bolj vesel in vem, da je gospa Viktorija tudi taka in tudi vi. Življenje je lahko pogledati tako z vesele plati ali pa bolj žalostno. Bolje z vesele plati pogledati in se veliko lepše gre skozi življenje. Življenje je izjemno darilo in zato je treba to darilo počasi odpirati in počasi uživati, ogledovati z vseh strani in potem se lahko imamo lepo. Hvala lepa tudi gospodu predsedniku za to pojasnitev in osnovni okvir. Tako da mislim, da smo imeli lepo. Moram povedati, da ne vem, a bomo 1 uro skupaj ali morda celo kaj več. Enkrat sem imel literarni večer dolg 3 ure in pol in je rekla žena, da sem malo pretiraval. Ampak je bila žena zelo, zelo, bi rekel, do mene, ko boste videli tudi pozneje, zelo obzirna. Jaz bi mogoče nekaj prej povedal čisto še o sebi oziroma o svojih prvih knjigah, potem pa to osnovno stvar, zaradi česar smo se zbrali, zaradi te knjige o zlatokopih. Doma sem res iz Most pri Komendi in zdaj živim v Mengšu in moja prva povest je tale. Pesem njenih zvonov. Tisti, ki ste toliko stari kot jaz ali morda še kdo starejši, ampak tukaj vidim, da ste vsi mlajši, jaz ne vem, kaj se zdaj zadnje čase dogaja. Same mladenke in mladeniče gledamo okrog sebe. Ste to brali že leta 71 v Kmečkem glasu, najprej kot podlistek in pozneje tudi 4-krat je išlo kot knjiga, nazadnje tudi v zbirki Slovenska povest. Jurčič, Krstnik, Tavčar, Finžgar, na koncu celo Sivec. To mi je v posebno čast, zato se posod malo pohvalim s tem. Vendar stvar je v tem, da je bila to prva in v bistvu tudi zelo uspešna knjiga, ker je napisana v bistvu tako, kot je pisal Ivan Potrč. Jaz sem Ivana Potrča še osebno dobro poznal, vi verjetno ne, ste mladi. Jaz pa dobro in tudi k njemu sem še hodil po nasvete in en nasvet sem si zapomnil za vse življenje. Rekel, pišite s kapljo krvi na koncu peresa. Ker pomeni, treba je nekako osrkavati to življenje in potem, če človek približno to zna delati, prenašati tako, da ni vodeno, da ni tako površno, ampak s kapljo krvi na koncu peresa. To mi je bilo eno izmed lepših vodil. Ko sem se peljal sem se spomnil tudi, da sem Ingoliče večkrat obiskoval in tako naprej. Te stare pisatelje, rekel, ki so naredili temelje sodobni književnosti, sem osebno dobro poznal. Tudi zato, ker sem bil novinar in novinar ima vrata odprta na vse konce in kraje. Jaz sem bil 40 let zaposlen na RTV Slovenija, obiskal enih 7000 različnih ljudi in vsak človeku nekaj da. Vsak stik je pomemben, tako kot je tudi pomembno branje. Če vi nekaj zveste, če nekaj preberete, če nekoga srečate, če se z nekom pogovarjate, ste drugačni. Tudi danes boste šli drugačni domov in jaz tudi drugačen domov. Jaz bom vedel, kako je to potekalo, kakšni ljudje ste tukaj. Vi pa tudi boste videli, kako v bistvu jaz pristopam k pisanju in k tem stvarem. Pesem njenih zvonov je to prva knjiga, ki me je nekako ponesla naprej. Jaz sem takrat še kot mladenič popisoval običaje za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. To je nenavadno, kot 16 let in 17 let star mulc, da tako rečem, sem popisoval običaje, pravzaprav neke vprašalnike sem moral izpopolnjevati. Za doktorja Nika Kureta, to je bil takrat vodilni etnolog. In mene, ker sem že prej pisal malo pesmice, pa malo te stvari, so mi rekli, da naj ta vprašalnik izpolnim. Ampak ker ste vsi dovolj
stari, mogoče tam na mladina, ampak mislim, da boste tudi to prenesli, moram povedati eno anekdoto v zvezi s tem. V tistem vprašalniku je bilo eno vprašanje, ali sta fant in punca pred poroko skupaj spala. In jaz vprašam očeta, je rekel oče, niti slučajno. In vprašati soseda, je rekel, ja, če se je dalo, ne. In vprašati tretjega, prav, ja, včasih ne. Meni pa to zelo nenavadno in jaz, ker sem bil doma 18 km stran iz Ljubljane, sem skočil na kolo, šel doktorja Kureta vprašati v Ljubljano, kaj ne zdaj naredim na tistem vprašalniku, ne obkrožim da ali ne. In doktor Kuret mi je takrat zelo dobro svetoval. Rekel, če obstaja večja verjetnost, da, potem obkrožite da. In ker je navadno obstajala večja možnost, da, sem na ta način v te vprašalnike izpolnjeval, ampak hkrati sem pa ob tem zvedel ogromno, ker sem hodil med ljudi, ogromno te zgodbic, ki jih pa nekako tam v vprašalnik nisem mogel napisati in zaradi tega sem potem napisal tudi to knjigo, ki pa je hkrati moja domača zgodba. Oče, ki je bil čudovit pripovedovalec, je povedal 1000 zgodb, ni mi pa povedal domače. Zgodilo se pa naslednje. Moj stric, ki ga jaz nisem nikdar poznal, je bil zaljubljen v vaško lepotico. Stric je na njeno željo splezal na lipo, padel z lipe in se smrtno ponesrečil. In ta lepotica je postala potem tak božji otrok, je tavala okrog in jaz sem jo še poznal. In jaz sem potem nekako združil te vaške običaje in krati to družinsko zgodbo v to zgodbo Pesemnih zvonov. Ona je zvonila tam v cerkvi in zaradi tega je tudi tak naslov. In da boste še videli, kako knjige nastajajo, nenavadno, ko sem jaz to pisal, je ta gospa še živela. Vendar je tavala okrog in nič ni zaznavala sveta. Na kar sem jaz nekako knjigo moral zaključiti in sem zaključil na ta način, da je enkrat v dežju, navadno je ob deževju šla zvoniti in je klicala tega svojega ženina, ki ga ni imela več. Ga je klicala zvonjenjem. In sem jaz napisal, da je šla čez eno brv, ker je to ta njena hiša blizu cerkve, mislila pa na en brv in da je utonila. Natanko 2 leti po tistem, ko je knjiga išla, se je to v resnici zgodilo. Takrat sem videl, da ta logika življenja, tudi kot me je Potrč svetoval, je v bistvu zelo podobna tistemu, kar je v knjigi, oziroma ko moš knjigo nekako zaključiti, tudi v bistvu se življenje nekako v neki novi logiki zaključuje ali pa pač naredi. To je to. Pod Svetočimi Kostanji je zbirka mojih besedil. Mnogi po Sloveniji me poznajo samo po tem, moram povedati. Včasih sem malo žalosten, včasih pa zelo vesel. Kakor pač pride, namreč napisal sem več kot 2000 besedil, tudi tukaj na Ptujskem festivalu dobil kupico nagrad, tako da vaše mesto dobro poznam tudi po tej plati. In moje pač te pesmi prepevajo vsi, od Avsenikov, Slakov, Miholičov in tako naprej, vsi najboljši ansambli, 100 ansamblov nekako, in tukaj je izbor 300 tih najboljših besedil. Namreč, ko je človek toliko star kot sem jaz, star sem pa 65, potem začnejo izdajati take zbirke, veste, tik pred smrtjo, potem začnejo nekako take zbirke izdajati, da najboljše skupaj. Po mojih knjigah so posneli tudi 4 filme, kar je tudi nenavadno, navadno snemajo potem, ko človek odide, ker takrat ni več sumljiv. Slovenci smo taki, da dajemo čast, predvsem potem, ko človeka več ni. Potem bil pa dobro, prej pa vedno malo sumljiv. In jaz sem sumljiv, priznam. Zato, ker sem napisal preveč knjig, ker preveč govorim in ker veliko pripovedujem, ampak tak sem po naravi, jaz sem se odločil za to pot in preprosto po tej poti grem naprej. Po rimskih, da bomo potem čisto prišli do bistva, povem samo še to. Napisal sem 3 debele knjige, kot rečem, o Karantaniji. O Karantaniji, o naši pradomovini, o zgodovini. Zgodovina me ves čas zanima in to je izredno brano. Napisal sem tudi več biografskih romanov o recimo Simonu Gregorčiču, o Aškarcu, o Prešernu in tako naprej. Vse s pozitivnim nabojem, nekako s pozitivnim pogledom na svet in predvsem na te naše velike avtorje. Videl sem, da se Slovenci zelo zanimamo za svojo zgodovino in ni res, ne pristajam na to, da smo brez zgodovine, da smo narod hlapcev in dekal in tako naprej. To so nam bolj ali manj hoteli vcepiti drugi, tisti, ki so pisali o nas.
Jaz pravim, našo pravo zgodovino bomo šele napisali in vsi te literarni poskusi so neke vrste, bi rekel, tudi en prispevek, en drobec k temu, da bolj spoznamo to slovensko zgodovino. In v zadnjem času sem napisal potem 4 knjige o rimski zgodovini. Letos je 2000 let od tistega časa, ko je tam, kjer je zdaj Ljubljana, nastalo umetno mesto Emona, poznaje Celeja in poznaje tudi vaše mesto, to veste, da je tudi staro rimsko mesto z bogato zgodovino. Že prej je bil ta konec izredno pomemben v zgodovini, še za časa, ko je bil Norik in tako naprej, to verjetno bolj poznate kot jaz, pa tudi jaz sem se zadnje čase nekako bolj seznanil s tem. In prva knjiga govori o Keltih na našem ozemlju, ki so tihotapili Jantar in tudi Podravski pot, je bilo to ena izmed močnejših poti, tudi jantarska pot, ker včasih vodna pot je bila 4-krat cenejša kot pot po kopnem. Ker po kopnem, dokler niso prišli Rimljani, ni bilo cest, to, kar so Rimljani delali, v bistvu neke vrste avtocesta, da tako rečem. Prej so bili pa samo steze in keltska plemena so to izkoriščali oziroma so znali dobro jahati, dobro se bojevati in tako naprej. Bili so pa tudi malo tako veseljaki in tudi malo razuzdanci. Imeli so, takrat je bilo še mnogoženstvo, vsak, recimo tak poglavar je lahko imel 5, 6, 7 žena, kolikor jih je lahko preživel. Danes vsaka hoče biti edina in ljubljena do konca življenja. Takrat pa niso bile tako ženske toliko natančne in je lahko vsakdo imel tudi več žena. In ko so Kelti prišli v stik z Rimljani, so se nekateri pri Rimljanih celo zaposlili, nekateri so se spopadli, prihajalo do spopadov, nekateri so samo trgovali in je zapisano, Julij Cezar je zapisal, ki je živel v tistem času, to je pred našim štetjem, da za amforo vina je Kelt z veseljem prodal svojo zoprno ženo. Kar pomeni, da so bile ženske potem veliko bolj tudi pridne, prizadevne in tako naprej, da so nekako ostale pri hišu. Malo se šalim, ampak res je bilo to, da so toliko so znoreli, ko so prišli do vina. Kelti preprosto prej vina niso poznali in tako kot so ga tudi k vam pripeljali vino, Rimljani so ga tudi sicer Keltom ponudili in Kelti so bili nagnjeni malo k temu. In stvar je v tem, da pravijo, ko sem predstavljal prav to knjigo o Keltih, sem predstavljal tudi v Narodnem muzeju v Ljubljani, se je oglasila neka gospa, ki dela DNK analize teh ljudi, ki jih izkopljajo in pravijo, da v vsakem Slovencu približno 4% tudi Keltov, keltske krvi pa keltskih lastnosti. In nekdo zares se je javil, jaz sem iz Štajerske, v meni je 5%. Verjetno tiste vinske afere, verjetno. Bolje, da priznamo, kot pa da ne. Naslednja knjiga, ki je rimska, je ta usodna Emonska lepotica. To je ljubezenski trikotnik, vse so v bistvu to povesti oziroma romani. Emonska lepotica prikazuje en trikotnik med staroselcem, med sužnjo, ki je bila zelo lepa, vendar, ker je igrala na liro oziroma na harfo, je bila nevredna ali pa malo vredna, taka sužnja, ki ni imela močnih rok, ki ni veliko delala, je v bistvu bila zelo poceni na trgu. Vendar moški smo bili vedno taki, bi rekel, dojemljivi za žensko lepoto, včasih že je pretirano in zato je prihajalo do usodnih zapletov, posebno še, ko se je vanjo zaljubil tudi en rimski veljak. Kaj se je pa zgodilo, boste pa lahko kdaj prebrali ali pa vam bo kdo pomagal. Moram povedati, da sem bil že gost večkrat pri podobnih društvih, vi imate zvezo, bil sem v Ljubljani, bil sem v Kranju in vem, da je tudi nekaj mojih knjig prevedeno v Braillovo pisavo in nekaj knjig tudi zapisanih v zvočnim zapisom, bolj te muzikantske stvari, pa tudi bolj te kmečke povesti, tako da lahko tudi to poiščete in to dobite. Verjetno imate tudi vi svojo tukaj v knjižnici, svojo zalogo, tako da to nekako kroži, ker vem, ker se mi ljudje javljajo in rečejo, sem prebral vašo knjigo oziroma poslušal vašo knjigo, tako da nekaj knjig je že v obtoku. In vem, ker me sprašujejo, če dovolim, seveda z veseljem, knjiga je zato, da gre med ljudi, da se čim bolj bere.
se čim večkrat to sliši o tem in sem vesel, da se kdo za to zanima in tudi vam čestitam, da ste se v tolikšnem številu tukaj zbrali. In zdaj k osnovni temi, še nekaj bi mogoče prej rešil. Ne vem, če veste, gospa Viktorija je dobila prvo nagrado, ker je tak lep esej napisala o meni in tukaj je podarjam tole knjigo, čestitam. Prvo nagrado ste dobili, izvolite. To je knjiga o Prešernu, vse pozitivno o Prešernu. Kdaj drugič, mogoče vam povem še to o Prešernu, ker jaz imam o Prešernu najboljše mnenje. Tudi sam sem napisal sonetni venec in objavljen je noter. Sem doktor Paternu mi je rekel, da je tam nekje med -3 in +2, nekako ocena. Prešeren je pa trojna petica. To je to. Zdaj pa k današnji knjigi. To imam tukaj skrito. Aha, nisem še povedal do konca, bravo. Bolje sledite kot jaz. Tretja knjiga je Bitka pri Mrzli reki, to je znamenita bitka pri Vrhpolju pri Vipavi, kjer se je spopadla krščanska in poganska vojska. Takrat je bilo okrog 80 000 krščanske vojske, ki je prišla iz vzhoda, Konstantinopla, in pa iz Rima, gor pa poganska vojska. Nenavadno, da je bil Rim še vedno poganski, vzhod pa že krščanski. In prav v Vipavi, tam, kjer je v bistvu prišla ta rimska cesta dol, tam se je zgodilo, prišlo do velikega boja, padlo več 10 000 ljudi, vojakov, in to je v bistvu ena največjih antičnih bitk v Evropi, ne samo na našem ozemlju sploh. O tem je že nekaj napisanega, vendar jaz sem na tak, bi rekel, ljudski način napisal. Četrta je pa vaša, popolnoma vaša. Stvar je v tem, da ko sem bral te, jaz sem mislil napisati sem tole knjigo, čisto odkrito vam povem. Knjigo o emonski reputici ob 2000 letnice Emone. Potem sem videl, da je spredaj ena gromozanska luknja. Jalen je pisal o mostiščarjih, o bobrih, to poznate. In za Janom, to sem šele sam zvedel, verjetno tudi vi vsi ne veste, 1200 let se nič ne ve, kaj se je na našem ozemlju dogajalo, ker ni bilo nič izkopano in nič dokazano. V zadnjih 30-40 letih je pa veliko materialnih dokazov in se začne počasi ta slika sestavljati. In prej so bili Kelti, pleme Tauriski in tako naprej. In sem bil prisiljen sam od sebe, da sem napisal, kaj se je zgodilo pred Emono. To je Emona, ta bitka je 1620 let nazaj pri Vipavi, potem pa sem rekel, jaz moram to rimsko zgodovino nekako zaključiti. Kje je glavno mesto? Petovija, Petoviona, kot se tudi reče. In sem rekel, tukaj je bilo zelo veliko dogajanje, velika v bistvu prelomnica, Drava svojo vlogo naredila, mostovi svojo veliko vlogo in to, kar ste vi že omenili, neskončno veliko legend je prav tukaj na Ptujskem in vse tam do Lendavskih goric. Posod je Atila pokopan. Posod veste, da je bil Atila pokopan je šel čez naše ozemlje še dvakrat in ne bi bil pokopan v bronasti, srebrni in zlati krsti, okrog pa sami zakladi. Samo zlato. O čemer se bomo danes še veliko pogovarjali, samo zlato. No in potem sem tudi preko gospe dobil tudi eno literaturo, pa tudi sam sem potem začel to še naprej veliko zbirati, zbornik je čudovit zbornik, sem vam napisal takrat, to je bilo leta 11 šlo, 12. Na kar sem videl, da je množica teh legend o tem, kjer je Atila pokopan na tem prostoru zelo koncentrirano, in ker se nobena stvar ne zgodi slučajno. Vsaka legenda nastane tako, da je nekje zrno resnice. Okrog tega zrna se pa nekaj ovije. Se ovije ta ljudska domišljija, se ovijajo variante, se ovijajo inačice na temo, kar pomeni, tukaj se je na vašem prostoru še nekaj velikega zgodilo. Na kar sem prebral tisto, kar je o Atili že napisano, tudi v knjigah, posod je noter literatura napisana, okrog 100 različnih virov, knjig, separatov, raznih člankov, strokovnih, obiskov veliko zgodovinarjev, tudi pomembni zgodovinari so posod napisali spremne besede, tako da vse drži, ta okvir je točen, ostalo je pa seveda moja domišljija, tako da vi berete ljubezensko zgodbo, zveste pa marsikaj o zgodovini. No in sem ugotovil, da pravzaprav tukaj na Ptujskem največ teh legend
In sem rekel, ne vejo, eni pravijo, da je ob Tisi pokopan, eni da je celo v strugi Tise, tukaj je pa še več legend, sem rekel, jaz ga bom pokopal kar na Ptuju. In je zdaj pokopan pri Svetem Roku in ne vem, zakaj ne začnete kopati, gospa. Tam bi treba samo malo poglobiti tisto vse skupaj. Ne? Sicer je pozneje tudi kuha bila tam, ne? In sem slišal, da je bilo to, ampak tudi od vas po moje. Jaz sem povedal že vašemu županu, ptujskemu, vsi niste s Ptuja, se mi zdi, ne? Sem povedal, da preko knjige ste dobili novo atrakcijo. Namreč zvedel sem eno zelo luštno zgodbico, ki jo drugi pisatelji niso upoštevali. Atila se je ženil oziroma pridobival ozemlja tudi z ženitvijo in je imel menda 11 ali 13 žena. Žene je tako pridobival, ker je bilo mnogo ženstvo, bilo to seveda pa tudi sam si je še vedno to lahko privoščil. Je recimo napadel kakšno deželo, pa tam princesko poročil. Ali pa kar sami dali, da ni napadel in da je bil mir in se je poročil in je tako te svadbe kar naprej prirejal. Nakar Burgundci so, to je tam, ker je zdaj na francoskem ozemlju, tam je pa živela ena čudovita princeska, Ildiko je bilo ime, ne vem, če poznate to, Ildiko, in on je tam gor prijahal s to svojo hordo vojske in hotel to ozemlje osvojiti preko te gospodične, vendar ta poglavar ni hotel dati svoje hčerke in on je poglavarja ubil in ubil 5 bratov, 5 njenih bratov. Nakar je to princesko zaščitil Aeci, rimski vojskovodja in je nekako izgledalo že ljubljenska romanca šla že v to smer, da bi jo on poročil, da je čudovita, lepa, pa tudi naklonjeni so bili Rimljanom, ta plemena. Veliko dogajanja se je dogajalo, povedal bo samo zaključek. Na koncu se je Atila umaknil z rimskega ozemlja, iz zahodnega rimskega ozemlja in to je čista resnica, se je umikal preko našega ozemlja, že zelo skrhan in zelo slabega zdravja, požgal Emono, prizadel Celejo in tukaj obstal, to je dokazano, in tukaj smo priredili svadbo. Atila se je tukaj poročil s to Ildiko in ob Dravi je bilo neskončna velika fešta, kot se danes reče, veselje, ki je trajalo cel mesec, v času pomladi je to bilo, to se pravi nekako v tem času, v času prvega cvetenja. In one dva sta šla v poročno posteljo, nazdravila z vinom nesmrtnosti in vse je kazalo čudovito, ampak ko sta legla skupaj, je ona vzela nož in ga zaklala. Se maščevala za vse tisto, kar se je prej dogajalo. In ker Huni tega poraza niso prenesli, so se skupaj, ko se reče, zatušali in so ga potem mrtvega odpeljali. Morda so rekli v Tiso, ampak tam so verjetno pokopali prazno krsto, v resnici je pa pri Svetem Roku pokopali. Toliko o Rimljanih. Zdaj pa do Zlate mrzice. Glejte, tale uboga knjižica, ki je že malo sicer utrujena, ampak ta knjižica je bila zelo daleč, je ena izmed tistih, ki sem jo jaz požrl po njih 5-krat, 10-krat verjetno že, zato je tudi malo bolj obdelana, ker sem je tudi v različnih, bi rekel, situacijah bral. In tukaj noter piše, samo, ne vem, ne boste videli, tudi tako je to, so tele vrstice, ki so mene zelo vznemirile. In pa še nekaj. Na podlagi teh vrstic, vam bom pozneje povedal, kaj piše teh vrstic, sem šel jaz brati eno knjigo, Krištof Dimač, Jack London. Rad sem bral, ko sem prej povedal slovenske klasike in dva tuja avtorja, Jules Verne, znanstvena fantastika, in pa Jack London, ameriški pisatelj, ki je pisal pustolovske zgodbe. Pustolovske zgodbe, ki so tukaj notri tudi zapisane. Vendar to je, bi rekel, taka poljudna znanstvena knjiga o zlatokopih na Aljaski. V bistvu cela zgodovina, kaj se je dogajalo na Aljaski. In piše, ta gospod, ki je tole napisal, ta Pierre, ki je napisal to knjigo, je bil sin nekega zlatokopa. Oče je kopal zlato na Aljaski in je dobro poznal ta sin Pierre preko očeta vse natančno in je vse po imenih, tako kot se je v resnici zgodilo. Jack London je bil pa v
V tistem času, ko je izbruhnila na Aljaski zlata mrzlica, kar se tukaj noter upisuje, to je bilo 1896, 97 in 98, neskončno veliko zlata so gori nakopali, vendar nemogoče razmere, minus 50 stopinje po zimi, tako da je v bistvu nemogoče preživeti, ali pa zelo težko preživeti zimo. Ko sem jaz to bral, me je zanimalo ravno zato, ker tudi zaradi tega, kar ste vi rekli, ob Dravi, pa tudi višjem toku gor Drave, pa tudi Mura, je delno zlatonosna in pa naša Kamniška Bistrica, tudi zlatonosna. Jaz sem prvič pravzaprav vstopil v to preko nekega lovca, ki mi je povedal, da je ustrelil srnaka z zlatimi zobmi. In veste, kaj lovci, kakšni so, včasih malo pretiravajo, se to je nemogoče. Ne, prav je mogoče. Pravi, srnak vedno hodi pit vodo, ki ste v Tolmunu. Vodo pa ne pije, ampak je srka, jo vleče vase. In počasi se zobje, v bistvu so se navlekli s tem luskami zlatimi in pravi, jaz sem ga ustrelil, čista resnica, zlate zobje imel. Pomeni, da ta srnak ni bilo potrebno, da bi zobozdravniku hodil. Ne? Je imel zlate zobje. Na kar sem jaz malo tole postal malo nepozoren, sem šel še kot fantiček, k eni gospe je rekla, ja res, tukaj gor ta potoček, tak pritok Bistrice Kamniške je zlatonosen. Na kar sem začel literaturo brati in sem videl, oziroma se zanimati za to nekoliko podrobneje, sem videl, da je Mura zlatonosna, da je Drava zlatonosna in sem rekel, ja sej, to je pa v Sloveniji je veliko tega zlata pravzaprav. Samo raztresenega, veste, ga je treba pobrati, ga je treba skupaj nekako presejati. Ampak nekako me je to potegnilo. Nakar pridem preko te knjige do te knjige. Jack London je pa pisal, kako so, Jack London je pa v času te zlate mrzlice bil novinar, tako kot tudi jaz, in pa pisatelj, tako kot jaz recimo, in je bil takrat star 20 let in je šel s temi ljudmi kopati zlato na Aljasko tudi v resnici. Šlo je na Aljasko 70,000 Američanov. Ravno takrat so začeli izhajati časopisi v velikih nakladah in v Ameriki je bilo takrat ravno dobro izumljen radijsko oddajanje in ljudje so bili takrat še sorazmerno preprosti. Tisto, kar so povedali na radiju, kar je pisalo v časopisu, je bilo vse čista resnica. Se tudi danes nismo dosti boljši. Nismo dosti boljši. Jaz posod povem, pravim, pazite, kaj govorijo po radiju in pazite, kaj pišejo po časopisu. Morate imeti eno kritično distanco. Veliko se ne piše, marsikaj po tega niti ni tako hudo točno in tudi veliko se govori. 70,000 Američanov je šlo, so bili vmes podjetniki, so bili vmes trgovinari, so bili vmes duhovniki, učitelji, vsi so znoreli in šli na Aljasko kopati zlato. Ker je bilo to posod, samo tem so pisali. Od tega se je 99% vrnilo, veliko pohabljenih, veliko zmrznenih, veliko je ostalo tudi zmrznenih na Aljaski. Kdor je preživel eno zimo na Aljaski, je postal Jack. Tako so rekli. Mislim, da je bil Jack London en izmed prvih Jackov. Mislim, da je celo od njega ta naslov, mislim, to poimenovanje nastalo. Tudi danes se reče tem mladina, ne, ti si pa Jack. Ne? Ja. Moram povedati, da sem tudi jaz Jack, pa ne zaradi tega, da je bil kaj posebnega, ampak vam bom poznaje povedal, imam certifikat, da sem Jack. Sem ga dobil tudi jaz na Aljaski. Stvar je potem, ko sem jaz to prebral, to je meni kar zavrelo. Sem rekel, to bi jaz moral enkrat v življenju to videti. To je bilo tako dobro strokovno napisano, da sem nekako dobil celovito podobo, ampak Jack London je pa to znal tako lepo po človeško napisati, približati te zgodbe. Seveda jih je tudi lahko približal, ker je tam preprosto s temi ljudmi bil. In kaj se je potem meni zgodilo? Na koncu svoje službene kariere, če lahko rečem, da je bila karijera, sem snemal nekega Slovenca, Joža Cvenkla iz Ljubnega na Gorenskem, ki je živel v Kanadi. Kanada pa meji na Aljasko. Prišel v Slovenijo, zanimiv človek, so mi povedali, pojdi posnet tega človeka in sem šel posnet. In ga na koncu vprašam, kaj si pa še v življenju želite. Je rekel, to, da grem na Aljasko. Sem rekel, zakaj pa? Zaradi Jack Londona. Sem rekel, jaz tudi. Je rekel, potem gremo pa skupaj. Pristopi še en tehnik iz RTV-ja, prava se o Aljaski pogovarjati, jaz bi šel tudi tam gor na Aljasko, je rekel, mene to zelo zanima. In smo trije možakarji, poslušajte to, trije možakarji sklenili, da gremo na Aljasko, po poteh Jack Londona in te zlate mrzlice, ne da bi doma žene vprašali. A si predstavljate,
to je bilo leta 5, to je komaj 9 let nazaj. To je bilo že čist na koncu moje službene kariere. In ne veste, kako sem jaz praktiko zauzel. En mesec sem bil priden, vse sem pospravljal, vse sem kuhal, vse sem delal v hiši po dolgem in počes. Žena pa psiholog, pa taka zelo realna, jaz lahko poletim, ona pa si nekako to ne dovoli. In je rekla, enkrat po enem mesecu je rekla, s tabo se pa nekaj dogaja. Je rekla, nekaj narobe. Je rekla, ali je vmes tretja oseba. Sem rekel, ja, vmes je tretja oseba. Je rekla, zdaj boš pa na staro leta bi to naredil. Sem rekel, se ta tretja oseba je Jack London. Rekel, to je po redu. Rekel, to je pa ameriški pisatelj, ki je že mrtev. Sem rekel, ne vem, če je v redu. Ta Jack London nas je 3 možakarje potegnil na Aljasko. Rekla, ja, in se je ugasnila kot rajski sprejemnik za cela 2 dneva. Midva se navadno nič muljan nakuhava, takrat pa cela 2 dni pa že ena čist tišina, taka smrtna tišina. Meni se je zdelo, da živim v grobu. To je nemogoče, da moja žena za 2 dni utihne, posebno pa da jaz utihnem za 2 dni. Ampak tudi sam nisem nekako čutil želje, da bi se približeval, ker ta argument, da grem na Aljasko zaradi Jack Londona in zaradi Zlate mrtvice je bil tako močen, da niti nisem hotel prvi hip razlagati, zakaj. Ona je že delno vedela, da sem jaz v bistvu nor na vse skupaj to. Po 2 dneh se prižge in pokaže vso svojo inteligenco. In je rekla naslednje. Je rekla, vse vem, da prej ne bo miru, dokler ne greš na Aljasko, čim prej pojdi, če se da to poletje. In ker se je dalo to poletje, leta 2005, smo mi možakarji šli. Vendar, kadarkoli, kamorkoli sem šel kot novinar, sem vedno prej se pripravil, prej nekaj prebral o ljudeh, ki sem jih snemal, ali pa v kraju nekaj izvedel, tako da sem eno osnovo imel, da sem lahko spraševal o tistem, kjer sem bil. Danes vidim, kakšni mladi novinarji pridejo, daj ste začeli, o čem delate, kaj si želite. Sploh ne vejo, zakaj pridejo. Meni se je zadnjič zgodilo, da je ena mlada novinarka prišla in rekla, kar nekaj povejte o tej knjigi. Sem rekel, jaz sem zdaj izdal 2 knjigi. Je rekla, delaš me pa. Je rekla, jaz ne vem, za katere knjige sem prišel. Sem rekel, jaz bi se ustrelil, če bi prišel na teren tako nepripravljen. No, jaz sem se pripravil na ta način, da sem proučil, kako je šel Jack London, pa to knjigo sem šel še enkrat čist prebrati od nule, kot se reče. Čist natančno, kako je to nastalo, kdaj je nastalo, kje so pristajali te zlatokopi, kje so potovali in tako naprej. In naredil natančen načrt, 2-mesečni načrt in to predložil ženi v potrditev. In žena ni imela več umika, poslal temu Jožu, ki živi v Kanadi in potem smo potovali, veliko smo hodili peš z nahrbtniki, 6 dni preko Chilcuta. Chilcut je en visok tak gorski masiv, greben, kot bi šli recimo čez Triglav na drugo stran. Te zlatokopi so pristali v glavno s čolni in z majhnimi ladicami v Skagwayu, to je eno mestece ob Tihem oceanu, potem se gre čez hribe gor, to je ena stara indijanska pot, zelo v bistvu malo hodijo po tej poti, tudi še zdaj malo, ampak je zanimiva pot, vam bom povedal poznaje. Na drugi strani pa izvira reka Yukon, to je največja aljaška, najdaljša aljaška reka, 2200 milj je dolga. In človek, kot sem jaz, če hoče doživeti v življenju še kaj, mora po tej reki veslati, če se da najbolje od izvira do konca. To je skoraj nemogoče, ampak sem srečal kar nekaj takih ljudi, ko so veslali in so rekli, potem pomrem. Mi imamo, recimo, videti Rim ali pa umreti ali kaj podobnega, oni imajo preveslati Yukon in umreti. Jaz naredim ta načrt, Joža ga je v bistvu spravil nekako v prakso, bolj v te kilometre, pa bolj konkretno, ker je tam blizu živel. Pa s telefoni se je vse prepričal, če je to možno sploh izvesti v praksi in je bilo možno. Mi pridemo z nahrbtniki, z ruzaki v Skagway, so nas vsi Američani gledali, kot da smo vesoljci. Slikal, vsak te drug je slikal. To smo taka atrakcija, 3 z ruzaki z drugega sveta pridejo tja ob morsko tisto mestece, eno leseno mestece, v bistvu še zmeraj skoraj tako, kot je bilo takrat. In pravi, tam smo zvedeli že prej, da se treba na policiji prijaviti, če greš čez hribe čez, ker je zelo, zelo, zelo navarno zaradi grizlijev, zaradi medvedov. Te medvedi so 3-krat večji, kot so naši medvedi. Imajo po 600 kg, imajo več kot 3,5 metra so visoki.
In v tistih gozdovih spodaj pod večnim snegom, kjer so hodili te zlatokopi, je teh grizljev še danes veliko, ker je v bistvu divjina. In se moraš iti na policijo prijaviti, da greš tam čez. Jaz sem rekel, zakaj pa to? Ja pravi, čez 14 dni se moraš iti odjaviti oziroma telefonirati na policijo, sicer napišejo Ivan Sivec požaril grizli. Pomeni isto, kot da bi umrl. Ne? Pa vprašam tega policista, sem rekel, pa se zgodi kdaj, da kakšnega poje ta grizli. Ja, prav, vse. Prav, lani sta šli 2 ženski tam čez, pa ste imeli, takole ste imeli zvončke okrog pasu, da sta zvončklali, da sta delali hrup. Pravi, pa jih po 14 dneh se nista odjavili, pa smo domače vprašali, če sta prišli domov, nista prišli. In so naredili reševalno akcijo in so prišli do zvončkov, poznaje pa še do 5 kg kosti. Smo rekli mi, to je pa stvar kar resna. On je rekel, ne, nobenega problema. Američani praktični, kot so, je rekel, tam moj brat čez cesto prodaja bear spray. Bear spray proti medvedu. Sem rekel, kako pa to deluje? Ja, prav čisto preprosto, ko se medved postavi takole na noge, pa si predstavljate bistveno večjo nas, vzameš sprej, pospreješ kola njemu gor učke, on si stacam takole zapre, ti pa uideš. Mi gledamo tiste spreje, $17 en sprej. Vraga, mi pa vsi 30 gorenci, a veste, to je kar malo hudo. In takoj naredimo sestanek. A kupimo en sprej, ali 2, ali 3. Ma eden bi bilo čisto v redu. Potem prav ta, ki je bil tehnik, je bil bolj raden človek, je rekel, ampak življenje je več vredno kot pa $17, dajmo vsak svojega kupiti, a ne. Kaj pa če slučajno gre nekdo naprej, pa tako naprej, ne. In na koncu smo se odločili, da vsak svoj sprej. Je imel ta, moram povedati, ta Joža Cvenkel, ki živi v Kanadi, je imel tudi puško, je lovec. On, ta tehnik, je imel eno sekiro, jaz sem imel en nož, tako da smo bili tudi sicer malo opremljeni, tako bolj kavboji indijanci sistem, nič kaj konkretno, ampak ta lovc bi verjetno lahko tudi kaj odreagiral. Mi dva gotovo ne. V spreje smo bili pa 100% vsi prepričani. Če Američani naredijo dober sprej, potem je to sigurno. To je najboljši izdelek in sprej deluje. In mi gremo po tisti poti in piše vmes, bodite glasni, prepevajte. In mi smo prepevali Slovenija, odkot lepote tvoje na Aljaški. To je, vidite, funkcija te narodno-zabavne glasbe pa festivala ob Ptuju. Na Aljaški deluje celo. Mi gremo in zagledamo tam enetacije, zagledamo tam enega grizlja, da vam pogleda, mi zopijemo. Jaz sem ga takole snemal na kamero, na bliz in sem ga zumeral. In sem mislil, da je čist preveden. Sem rekel, bejš hudič! Je tako skočil ta grizli, da si bolj strašil vreda kot pa jaz, ampak ker je bo čist približan mi. Ne? Tako da smo srečno prišli vse gor skoraj do vrha, na vrhu je pa večni sneg in poslušajte, kaj imajo. Američani praktični kot so. Postavili so tovorno žičnico tam čez najvišje hribe, čez sneg in tam smo našli kolo. Kolo od te tovorne žičnice. Čeprav je 110 let od tistega časa, še zmeraj tam je. Enkrat smo prespali, imajo vmes, da smo ves čas pač vse sabo imeli, kuhinjo, šotore, kuhinjo normalno v nahrbniku in šotor postavili, ampak malo pod vrhom so tudi en taki, pravijo kemp, en tak mečkan leseni prostorčki so, kjer so tudi tam zlatokopi spali. Ker včasih je bila slaba ta planinska oprema in je bilo težko čez pridati in so čakali lepše vreme. Tudi večkrat je kakšen plas prišel dol in tako naprej in so čakali tudi po mesec, 2 meseca. In v tistih mehkih lesenih kočah so noter spomini teh zlatokopov. Vse, kako je bilo to meni lepo, da sem se srečal v bistvu z nekdanjim časom. Nekaj pridemo čez, na drugi strani hribi, jezera, malo snega, malo skal, kot bi hodil po naših planinah, ampak kot bi hodil po nebesih. Jaz si tako predstavljam, če so kje nebesa, potem je to približno tako. Na kar hodimo naprej, pridemo do izvira Yukona, tam smo imeli čovn in potem smo 7 dni še pluli s čovnom. Vsak dan smo naredili recimo kar precej kilometrov, 60-70 kilometrov. Yukon neskončno velik za 7 drav zagotovo, vmes otoki, vmes prot, ampak so razmerno plitvo, tako da smo tudi ne 2krat nasedli, nenavadno v bistvu, ampak široko, še pa še in vode neskončno. Vsak večer smo pristali,
dvakrat celo na otoku, prav na sredi reke, ker je zelo varno pristati v bistvu na reki, na otoku, ravno zaradi grizlijev. Grizli sicer plava, ampak ne toliko dobro, da bi, kaj vem, iz veselja preplaval Dravo. Ne. Preplava, če je nuja, ne bi pa plaval tja pa nazaj zaradi športa, ne, da bi bil bolj fit. In pred zadnji dan se je zgodilo nekaj zelo usodnega. Zvečer postavimo šotor, tiste klobasice spečemo na ognju in gremo spat. Vedno smo spali tako v bistvu z eno roko na tem spreju, z eno roko na tistem orožju, samo da je veverca prišla dol po drevu, smo že skakali in skočili. Zjutraj pred zadnji dan začne okrog šotora ropotati, neki topotati, neki skakati, neki godrnati. Aha, sem rekel, dela je pa grizli. Skos nas ni obiskal, skos ga nismo srečali, zdaj smo pa tam. Smo rekli, nič, se imamo bear spray, to ni problema. Smo lepo se umirili, vsi trije umirili, lepo potem hkrati odprli to zadrgo in vsi trije kot v strelce pri vojakih si smo sprejem ven skočili. Skočimo ven, okrog šotorju pa obkoljen pa 12 indijancev. Sploh ni bilo medveda, ampak 12 indijancev. Stopi k meni indijanski poglavar pa pravi, odkot ste? Prav resen je bil tak, mrko me je gledal, odkot pa ste? Sem rekel iz Evrope, tam si pretežno iz Evrope težko razložiš, odkot si. Je rekel, ali imate v Evropi tako navado, da vzamete šotor, postavite šotor na sosedovem dvorišču, potem pa tam živite? Sem rekel, ne, ja prav, vi ste točno to naredili. Prišli ste na naše ozemlje, tam je indijanski rezervat bil zvečer, smo prišli, postavite šotor, prav in zdaj verjetno mislite tukaj živeti. Ne, smo rekli, sorry, gremo takoj naprej, če treba plačamo, ni nobenega problema, sploh nismo vedeli, je to vaš rezervat tukaj. Pa prav on, dobro, no, imate kaj pijače. Taki so približno kot naši Romi, malo veseljaki, malo delajo, malo se zabavajo, živijo sproščeno, ne tako kot mi zatehnjeno, po svoje zelo prijetno, tudi meni bi ta način življenja všeč. Mi damo vse tiste zaloge piva, ki smo imeli s sabo, vse tiste šteke damo, indijanci polokajo v 5 minutah vse. Smo rekli, bomo že kje dobili, pa se je voda čista, pa tako naprej, ker više gor smo šli, čistejša voda je, pa tudi nismo kaj dosti nahnjeni k temu. Damo vse zaloge, kot je treba. Mogoče bi tiste delal vse. Ja. No, in se je zgodilo naslednje. Mi damo, tisto popijejo oni, nekaj prinese ta poglavar eno veliko pipo, pa prav boste pokadili pipo miru z nami. Jaz sem rekel, seveda, z veseljem, da ja ne bi bilo kaj narobe. Prinese pipo, mi tisto pipo kadimo, tako dolga pipa bila, ko popijemo, vsak, ko en dim od sebe da, je rekel indijanec, zdaj smo pa mi prijatelji. Rekel, seveda, z veseljem, prijatelji. Je rekel, veste, vse mi nismo tako zoprni, kot zgledamo na prvi pogled. Je rekel, je vse v redu z nami, je rekel, edina nevarnost so pa grizliji tukaj okrog. Rekel, se vemo, pa pokažemo spreje, se imamo spreje. Tisti moment, ko pokažemo tiste spreje, se je začel tih 12 indijancev valjati po tleh, krohotati, smejati, čist nori so bili. Če si gledam, sem rekel, kaj, a imajo kakšno smejalno bolezen, a se ženijo med sabo, nekaj degenerirano, nekaj čudno se dogaja z njimi. Sem rekel, a niste še enkoli videli tega spreja, ne? Prav videli. Prav sem rekel, a ste kdaj kakšnega kupili? Prav tam v gozdu imamo eno trgovinico, mehno leseno, pravi, in 10 let imamo že enega skos, tam in noben ga ne kupi, prav indijanc, pa res ne bo tega kupil, ne? Smo v redu, potem pa meni tisk klikne, da sem $17 dal, sem rekel, koliko pa je ta sprej pri vas? Ja, prav normalna cena, sem rekel, koliko pa je to normalna cena? Prav, $1,99. Sem rekel, koliko? Je prav $2. Jaz sem rekel, kaj pa, mi smo podali $17. Sem rekel, kaj pa teh $15, ki je razlika? Je povedal največjo modrost, kar sem jo slišal po dolgem času. Rekel, to je pa davek na neumnega belega človeka. In res je tako. Mi živimo zdaj v tej potrošniški družbi, vsi nekaj hlastamo, da bi veliko stvari imeli, imamo pa preveč obleke, imamo prevelike avtomobile, prevelika stanovanja, prevelike hiše, vse je predimenzionirano, kjer je ta možnost. Tudi eden enkrat na Norveškem je rekel, prav, vi ste dol z Mediterana, ker imate, kaj vem, gor so bolj protestanti, tukaj smo pač
krščansko usmerjeni, pravi, imate neskončne cerkve, neskončno podob, neskončno te zadeve, pravi, neskončnost leta, pravi, se sploh zavedate, kako pretiravate. Človek, če živi v nekem okolju, se tega niti ne zaveda. In ta Indijanec je rekel, pravi, to je davek na neumnega belega človeka. Jaz sem potem ugotovil, sem rekel, se v bistvu res, marsičesa ne rabiš od tistega, kar imaš. Ampak zgodba še ni končana, se še res začenja pravzaprav. Naslednji dan pristanemo v Dawsonu, Dawson je pa mesece, kjer je bilo središče Zlate mrzice in prav v tej knjigi Dawson največ opisuje tudi, kako je to mesece nastalo. Američani, kot sem rekel, praktični kot so mesto postavili v 2 mesecih. V 2 mesecih 7000 koč so postavili za teh 70 000 ljudi, ki so prišli tja. 7000 koč. Jack London je v eni od teh koč prespal, oziroma prebil eno zimo. In se je zgodilo naslednje, mi pristanemo ob Yukonu, tam en lesen pomol, gremo ven pogledati, nemogoče. Vse tiste koče in vse tisto mesto je še vedno tako, kot je bilo. Kot bi zamrznil čas. Jaz sem v bistvu stopil v mesto, po katerem je hodil Jack London in ravno tako je, skoraj tako. No. Malo so čez poletje, malo turizem, pa malo te stvari, tako da pripeljajo koga, da pride zlato koplat, tako, ampak na zunaj še zmeraj tista stara podoba in meni je bilo prečudovito pri srcu, sem rekel, pa jaz sem stopil 110 let nazaj, v čas Jack Londona in tega mojega ljubega Pierra. Na Krheveskem mestu, po tem mestecu lesenem, ima same koče okrog gledam to kočo, na lepo vstopljeno kočo, v koči slika Jack Londona. In je pisalo tam spodaj. V tej koči je preživel Jack London iz zime 1896 na 1897. Meni je bilo lepše kot v najboljših časih, ko bi videl Titovo sliko. To je bilo, kot bi si srečal Boga sredi tistega lesenega naselja. Tukaj si bil Jack. Prav od sreče sem zajeval, ko sem to videl, tako dela sem prišel, pa sem ga v bistvu srečal od blizu. Ampak zdaj sem še vedno glavna stvar začenjal. Iz ozadja pride ena zelo podobna gospa ven in tudi podobno zanimanje imela, je rekla, a veste, da tukaj v tej koči bomo zdaj pripravili muzej. Je rekla, veliko ljudi prihaja zaradi knjig Jack Londona sem gor, v Dawson, v to mestece, in jih zanima ta zgodovina, jih zanima ta preteklost in jih zanima, kje je Jack London živel. Je rekla, in jaz zdaj zbiram te predmete. Je rekla, tukaj bo zdaj muzejček. Je rekla, a veste, da tukaj v Dawsonu, v tem mestecu, ni bilo samo te koče, kjer so prebivali te zlatokopi, ti rudari, ampak tudi je bila šola, so tako organizirali neko vrsto šolo, bolnico, cerkev in celo tiskarno. In poslušajte, kaj so naredili. V tiskarni so tiskali časopis in zemljevid, ki je zlato. Kot bi, recimo, tukaj v Ptuju izhajal časopis, ki je v Halozah, morate vi kopati, pa dobite zagotovo zlato. Zato tako so krivi do vse strani. In mi prinese en zemljevid pokazati, da se je super, jaz se takoj kupim, ker jim so že razmnoževali tudi za tiste ljudi, ki jih to zanima. Sem rekel, kaj pa časopis? Ja, prav, tudi časopis se da dobiti, da bom poskusila, saj smo že nekaj tudi, ta časopis smo v bistvu že tudi na ta način v bistvu dotiskali oziroma ponavljali tisk. Je rekel, odkot pa ste, da se tako zanimate, a ste Rusi, ne, smo rekli, mi smo pa tam iz evropske države, bolj evropske. Je rekla, ja, sem rekel, je iz Evrope sploh bilo kaj zlatokopov, a so bili to samo Američani. Prav 99,9 Američanov, ampak tu in tam pa tudi kakšen iz Evrope. Sem rekel, z katere države pa so bili, če so že bili iz Evrope, ne? Ali iz Anglije, ali iz Francije, ali iz Nemčije, ali iz teh večjih držav. Prav, a veste, da sem ravno danes prebirala nekaj, kar me je zelo šokiralo. Prav, tam v Evropi so nastale neke nove države. Rekla, in je nastala nova država Slovakanija. Se rekel, tam Slovakanije pa ni. Rekla, a pa Slovenija. Se rekel, tudi Slovenija ni. Se rekel, mogoče Slovenija, a pa Slovakija. Slovenija je rekla, ja, Slovenija. Je rekla, a veste, da je iz Slovenije bil en zlatokop, ki je nakopal na Aljaski ob reki oziroma pritoku Yukona, ob Klondajku, tonov in pol zlata.
Se je kot to mogoče, se je kot gospa, imate ta časopis pri roki? Rekla imam, tudi jaz ga imam. V Klondike newsu. Glejte, to sem prinesel vam pokazal, da ste vedeli, da ne govorim na pamet, da ni domišljija to. Takrat časopis se zdaj da gor kupiti. To ni original, ampak replika taka, kot je bilo pravo. Tukaj je zemljevid, to, kar sem vam prej govoril. In tukaj je zgodba tega gospoda, ki se piše Anton Stadler, doma je bil pa iz Litije by Ljubljana, iz Litije pri Ljubljani. Nakopal na Aljaski 1,5 tone zlata. Ampak zgodba še bolj zanimiva. Anton Stadler, to je ta, ki je bolj vidi, lahko si pogledate od bliže. Anton Stadler je delal v rudniku, to pa to piše. Delal v rudniku v Litiji, Sitarjevc se imenuje, zdaj je muzejček tam noter, kopal tam svinjac in baker in kaj so kopali, ob železnici bilo in so Avstrijci, ki je to spadalo pod Avstro-Ogrsko, so to izkoriščali. Fant je bil star 20 let in je šel po svet. Včasih je bilo treba, se lahko da se naprej, če še kdo hoče videti to. Včasih je, ne vem, če ste kdaj to opazili, ali pa če to veste, človek, ki je šel iz Evrope v Ameriko, je moral imeti vozovnico, krati pa zlat uhan v ušesu. Danes imamo to zaradi lepote, včasih je pa to nuja. So rekli zamorček, pa murček, ne vem, različni izrazi obstajajo, ampak tukaj je bila v bistvu povratna vozovnica. Toliko in toliko zlata je moral imeti v uhanu, vsak moški, pa vsak, kdo je šel čez lužo, ker je bil to dokaz, da je toliko bogat, da če tam ne bo dobil posla, da se lahko vrne. Tudi ta je to imel, ampak ko je stopil na ameriška tla, je imel v žepu $1,75, nič. Nekaj je šel delati na eno farmo, nekaj je šel delati v en rudnik, ko je zbruhnila zlata mrzica, je šel na Aljasko, taval tam naokrog, raziskoval, iskal in po 6 dneh, ko je bil že v bistvu brez hrane, brez vsega, je odprl zadnjo konzervo, da ne bi umrl in zajel vodo v pritoku tega Klondajka in v konzervico rib in tam noter se je zaleskatalo zlato. In je takoj začel kopati in nakopal, potem je najel druge rudarje, nekateri niso imeli te sreče, nakopal 1,5 tone zlata in postal 6. najbogatejši Američan tistega časa. 6. najbogatejši Američan tistega časa. In tukaj noter ta zgodba piše, ampak piše do tega časa, ko je spoznal to gospo, Violet Raymond. Tam smo mi hodili 6 dni najprej z ruzaki, potem pa še 7 dni po reki Yukon s čovnom, so prinesli na nosilih to žensko, ta je pa ameriška igralka, gledališka igralka Violet Raymond, so jo prinesli na nosilih, 6 možakarov je nosilo, 4 so nosili, 2 so počivala. In piše, Berton tudi piše to o tem, da se je držala zelo modro. Ker pomeni punce, če hočete priti v zgodovino, pa če vas moški nosijo na rokah, se morate držati modro, pa boste prišli v zgodovino. Na ta način in je ona nastopala tam kot gledališče, kot gledališka igralka. Te rudarji, tisti, ki so uspeli, so bili sorazmerno bogati, ampak tam je bilo pol metra blata, po zimi neskončen mraz in je v bistvu samo preživetje. Tisti, ki se niso vračali, oziroma ki se niso vrnili. In ona je noč in dan, vsak dan nastopila po 2-krat, po 3-krat z istim programom. In rudarji so jo požirali. Bila je lepa, bila je mlada, vidite, to mogoče tudi naprej lahko si pogledate. In te rudarji so bili čisto nori na to. In rudarji so se hvalili, tisti, ki so izkopali večje količine zlata, so imeli tako okrog pasu zlate kepe, manjše, večje, ker zlato je lahko tudi v kepcah. In ko je ona nastopala, piše tle noter v članku, so bili tako navdušeni nad njo, da so metali kepe, manjše kepice zlata na oder, da bi ona nastopila še enkrat in še enkrat. Od vas to ne pričakujem zdaj, ker verjetno tudi zlatokopi niste. Ampak vidim, da ste še čisto noter padli, kot se temu reče. In ona nastopala in ta naš Anton Stadler se je neskončno zaljubil v to lepotico. Neskončno mi je bila všeč.
In ni prenesel, Slovenci smo menda zelo ljubosumni. Menda v Halozah je ne sem umoril teh ubojov, sem zaradi ljubosumnosti, to sem nekje bral, ne vem, če je res. In ni prenesel, da jo vsi požirajo, samo njegova je mogla biti. In je vprašal tega, ki je to žensko pripeljal kot gledališče sem gor, če jo lahko odkupi. In on rekel, benga problema, rekel, dajte mi nekaj kilogramov zlata, pa bo v redu. In je dal, vi verjetno veste, kaj je to deža, tako posoda lesena dežo zlata, ima se navadno tej deži, bila dežo zlata lastniku gledališča, da je bila ta punca samo za njega. On je tisto pobasal, odšel čez Čilgut nazaj in obogatel ta gledališki šef. Ona je bila pa njegova punca, ker punca, ki ima, fant, ki ima tono in pol zlata, pravzaprav sploh ne more biti zoprn, ne. Pravijo tako, no. Hkrati je bil pa lep, se vidite, se je bil tako en Jan Plestenjak je bil en tak tip je bil kar tudi dosti lep. In sta se zaljubila in tukaj v tem članku še piše, zazvonili bodo vsi ameriški zvonovi, striček sam bo združil njuni srčeci in do konca življenja bosta živela srečno in lepo. Ampak, potem se je zgodilo še nekaj, to je konc te zgodbe. Jaz sem pa potem, mene je to zagrabilo še pa še, in sem začel to raziskovati, kaj se je naprej zgodilo. V Avstriji obstaja društvo ljubiteljev zlatokopov in je Anton Stadler za njih kot bog, ker ga imajo kot Avstrijca, ker je bila to Avstro-Ogrska. Potem tudi na internetu lahko nekaj najdete o tem, potem še marsikaj drugod sem zvedel tudi preko te gospe, ki je tam živela in sem v stik. V tisti koči je pa en gospod, ki je vsak večer bral Jack Londonove zgodbice. Pa če je prišel kdo ali ne, če sta prišla dva ali pa trije ali pa nobeden, mi smo ga en večer poslušali. In sem v stike s tem ljudmi in sem potem zvedel to zgodbo Antona Stadlerja do konca. Je čisto kratka, pa zelo poučna, posebno za moške. Moški, poslušajte, ste velikimi ušesi. No. Odšla sta na poročno potovanje po celem svetu 3 leta. Z veliko ladjo, tudi že takrat je to bilo malo manjšo, recimo kot Titanik, in je potovala po svetu, pa bolj varno. In sta šla v Indijo, sta šla na Kitajsko, sta šla na Japonsko in gospa je bila zelo inteligentna, posod je izstopila, posod si je ogledovala znamenitosti, možakar pa naše gore list je pa kar ustajal na ladji, pa alkoholno se je izobraževal. Bravo, on je takoj videl, zakaj gre. Se pa alkoholno izobraževal, nič ga ni zanimalo. Gospa pa tudi malo spretna, ker je bila bolj v tem biznisu, imela že sabo pravzaprav tudi ene papirje in je rekla, pa se ti ne znaš upravljati s tem zlatom, pa s tem denarjem, pa s tem bogatstvom, se ti sploh ne veš, kaj je to tono in pol zlata. Je rekla, tebe zanima liter vina, pa družba, pa dobra volja. Je rekla, a ne bi ti podpisal, da sem jaz v bistvu lastnica vsega tega in da bom jaz upravljala s tvojim zlatom. Je on rekel, v redu, pa ne še en liter. Ona je pa nesla še en liter ali dva, on je podpisal, ko sta prišla z poročnega potovanja nazaj, je ona rekla, ma se tak možakar, ki nič nima, ni nič vreden, pravzaprav te ne potrebujem, adijo. Ženska je bila zelo pametna in je postavila po celi Ameriki verigo hotelov iz tistega denarja in še zdaj stojijo. V enem od teh hotelov ima Pentagon tudi svoje prostore. In je živela ona in tudi naslednji rodovi živijo od tega zlata. Ta Anton Stadler, ko je izkopal zlato, ko je vedel, da je v bistvu prišel do zlate žilje, je bil pa srčen, Slovenci smo pa po svoje spet srčni ljudje, mili ljudje, hitro pomagamo. Se vidi, vsaki ujmi, tako en drugemu pomagamo, ne glede na vse skupaj in ni važna nobena druga stvar. In njemu so se te ljudje, ki so zgubili roko, nogo, ki so na 3/4 zmrznili, so se mu smilili in ker je bil bogat, je postavil v Dawsonu dom za ostarele zlatokope. Še prej, ko je bil bogat. Nazadnje je on prišel v ta dom za ostarele zlatokope, ni imel nič sredstev in preživljal se je tako, da je lupil krompir. Jaz sem potem iz tega, gledajte, zdaj pa to, če jaz v mladosti ne bi bral knjig, če ne bi prišel do te zlate mrzlice, ki je napisana v tej knjigi, če ne bi prišel do Jack Londona in Krištofa Dimača, če ne bi snemal tega gospoda iz Kanade, če meni žena ne bi dovolila, da bi šel na Aljasko, če jaz ne bi šel po tej poti, če srečal sem, da mi ni grizli požaril,
če ne bi prišel ravno takrat v tisto kočo, ki je ta gospa tam bila, če ona že ne bi te stvari malo fotokopirala, malo pripravila tudi za te naključne turiste, recimo, da tako rečem, ker poleti 2-3 mesece je to nekako odprto, potem ne bi prišel do te zgodbe. Ker Jack London pa te zgodbe ni poznal, ker on je eno zimo prej bil in se potem vrnil. Tisto leto, to se je pa zgodilo naslednje leto in jaz pravim, ne vem, kje je Jack London, je to zgoraj, spodaj, kje zdaj živi, ampak nekje med nami je, mogoče tudi tukaj. Vsekakor je Jack London to zgodbo mi poslal. Jaz sem potem iz tega napisal 2 knjigi. Ena je ta potopis, Izgubljen na Aljaski. Tam srečaš nekako pol človeka na dan, smo rekli. Če smo enega človeka srečali, smo rekli, da jutri ne bomo nobenega več. Pol človeka na dan in pa potem to prekletstvo zlata, to je zgodba o tem Antonu Stadlerju, ampak je napisano tako za mladino. Moram še enkrat iti na Aljasko, to sem obljubil svojemu vnuku in vnukini, čez 3-4 leta, če bom zdrav, bom še enkrat šel in bom od tega Stadlerja potem prav posebej kot biografijo napisal. To sem včeraj obljubil tudi v Litiji, ker me vznemirja, vse večje čase me ta Anton Stadler vznemirja. Imeli smo velikega Slovenca, pa prav po slovensko bi tudi lepo neumen, da je vse skupaj prepustil. In zdaj za konec samo še to, potem boste mogoče vi kaj vprašali, zakaj Jack? Tam gor po hribih so te ljudje živeli in kopali. Tudi jaz sem zlato izpiral. To sem ga izpravil, da sem ženi lahko prstan prinesel domov iz Praga, ampak to je neskončno delo. Cel dan, 3 dni, recimo, izpiraš tisto, treseš v tisti ponvi in potem se pokaže zrno zlata, 2 zrni. Malo, količinsko je malo, še vedno pa to obstaja. In tam gor po hribih, recimo, si pa prišel do zlate žile in zdaj kaj narediti. V tem tudi Jack London piše, kaj narediti. Ali obvestiti prijatelja, da skupaj kopala, ali sam kopati naprej, ali nobenemu povedati, ali kaj, je problem. Ti smo meni, ko priješ do, recimo, kilograma zlata, ali bi to delil z nekom, ali bi prosil nekoga, da bi ti pomagal, lahko se hitro razve, ljudje so ubijali za zlato in marsikaj se je dogajalo. In to je čisto resnična zgodba. En gospod je, en ta zlatokop je odkril eno zlato, tako manjšo zlato žilo in je rekel, jaz pa sploh ne grem v dolino, sam pri sebi, sam je to našel. Noben mu povedal in je tudi pozim vstal v tisti mali borni kočici, tam gor v hribih, tam gor pa -50. Po zimi je bil neskončen mraz, čeprav drva očitno je imel, so mu zmrznili vsi prsti, posebno prsti na nogah. Ker je imel sabo špirit, si je z nožem odrezal stran palce in dal palce v špirit. Je rekel, spomladi, ko zacvetela pomlad, ko sneg skopnel, bo šel v dolino, poiskal zdravnika, pa zdravnik zraven prišel te palce nazaj. Ker je začel krvaveti in ker se to ni šlo, je gor vstal in je po zimi zmrznil in je bil konec z njim. Ampak v njegov spomin, da je kljub temu v nemogočih razmerah hotel preživeti zimo v teh hribih, v nemogočih pogojih, da se ni vrnil dol v Dawson, v to mestece, so rekli, bil je pa Jack, so rekli, ta je pa res Jack, pravi Jack. Ta je preživel v bistvu zimo gor, ne glede na pogoje, ustrajal je bil in zato je Jack. In zdaj imajo naslednjo finto. Tam je nekaj krčem, celo noč je svetlo, mi ko smo bili tam gor, je zanimivo, hot dog, ker recimo prodajajo psom in je pravi hot dog, kot rečejo. In se ljudje tam sprahajajo, nekaj turistov pride, nekaj teh domačinov ali pa teh ljudi, ki pač takrat začutijo, da je lahko tudi biznis. Jaz sem ob 3 po noč potrkal tam eno trgovinico, so mi baterije crknile, sem rekel, sorry, ampak meni so baterije crknile, jaz ne moram več nobene stvari posneti, ali se da dobiti. Jaz sem vedel, zato pri nas bi znoreli trgovci, če ga ob 9 zvečer zbudil. Tam gor pa prijazni vsi, samo da nekaj prodajo, samo da nekaj gre. In je vmes ena krčma, kjer piše, lahko postanete Jack. Jaz sem rekel, jaz bi pa tudi bil Jack, že zaradi Jacka. Stopimo v tisto krčmo in piše, kupite 3 viskije, v katerih je palec, zmrznen palec in na ta način dobite certifikat, da ste Jack. Jaz za vsako neumnost stopim v tisto krčmo
in mi viski je blazno drag, meni si $20, koliko je vsak viski, ampak to je enkrat v življenju probaš, mogoče še drugič bom probal, grem v tisto krčmo, spijem en viski, čeprav zelo malo pijem alkohola, moram priznati, ampak bo treba, to je više poslanstvo, spijem en viski, spijem drug viski, v tretjem bi bil pa pravi človeški palec. In a veste, kaj delajo te ljubi Američani? S helikopterjem dovažajo iz bolnice od mrtvih ljudi ali pa nesrečenih ljudi ta prave palce. Krvav ta pravi in ga imajo tam v hladilniku, imajo na 5 palcev. In jaz sem tisto spil in dobil certifikat številka 1392 Jack. Tako sem čakal. To je to. Moja zgodba v bistvu pri kraju, verjetno že malo predolga tudi, ne? Lahko pa kaj vprašate, pa vam še kaj pojasnim v zvezi s tem. Ali pa tudi z rimskimi knjigami, ali tudi sicer. Nekaj knjig imam celo sabo, če kdo slučajno hoče besedila ali to prvo povest, to je danes za vas po 10 evrov, drugače 22, danes je pa po 10. Za vas, da je malo približano, te so pa drugače 28, so pa 20. Tudi to knjiga mora iti med ljudi, tako da če bo kdo nesel domov kot spomin, z veseljem tudi podpišem. To je bilo malo reklame, ampak vi kaj vprašate, še kaj drugega. Tako da boste vedeli, kako smo mi Slovenci pomembni po celem svetu in da imamo v bistvu najbogatejšega zlatokopa. In v Litiji bojo zdaj postavili muzejček in so rekli, da ne preskrbim eno boljšo sliko in bojo dali ga v oltarček, tam, da bo ta Anton Stadler. Je pa zanimivo mogoče samo še to, ko je prišel človek tja, je tam stal en policist in je popisoval. In on je bil se pisal Stadler in se pa popisal se kako Stadler, pa ga niso dobro razumeli, pa so napisali kar Standard, Anton Standard. Tako da je, ker so samo standardu premišljevali, ne? In je v nekaterih zapisih Anton Standard. Tako da sem rekel, to je isti človek, ne? Tako da se ve. Tudi ta Pierre je tudi neparkrat napisal, da je bil en gospod Standard, ampak potem je napisal tudi, da je tisto o konzervi, pa tisto pa prav on napisal. Kako je taval 6 dni lačen okrog in na koncu moči je zajel vodo in potem odkril tono in pol zlata. Kakšno vprašanje? Volite. Kako ste vrnili iz Yukona? Kako ste vrnili iz Yukona? Kako sem se vrnil? Nazaj smo šli z avtom, z enim, tam se da najeti to in smo šli, no to treba povedati. Je na vrhu skozi po Aljaski, je tako imenovana highway, visoka pot, ki so jo naredili Američani leta 1943 iz vojaških namenov. Američani so po drugi strani se zelo, zelo bojijo, ne samo Rusov, Japoncov tudi in celega sveta. Zato ne vem, če ste opazili, vse te agresije, ki počenjajo, jih izvažajo. Vojne so samo zunaj. Oni v bistvu na svojem ozemlju, razen svoje državljanske vojne, preprosto niso doživeli. In naredijo vse, da to vojno dajo čim dlje porine od sebe. In so se bali med drugo svetovno vojno, da jih bodo Japonci napadli in so skozi po vrhu Aljaske, po grebenu v bistvu, ker spet ni tako visoko, naredili makadamsko cesto, kjer lahko pristajajo manjša, samo zaradi tega, da so lahko pristajajo tam manjša letala. In tisto je v bistvu čisto prevozno. Se da tudi z avtom priti tudi tja. Mi smo šli namenoma po Zlatokopski poti, kjer je bolj zapletena, pa daljša, ampak se da tudi potem. In da vam povem, leta 1943, ko so to, 1943, ko so to postavili, ne, se je zgodilo naslednje. Vsi fantje, ki so bili starejši od 18 let, so bili že v redni vojski ameriški, so se borili tudi na morju, marsikje. In so poiskali 16 in 17 let stare, pozvali 16 in 17 let stare mladeniče, naredili posebej sem za to highway, to cesto okrog, ne vem, 10,000, že govorim na pamet, ampak recimo 10 ali pa 20,000 bagerjev in drugih teh strojev in v 2 mesecih to cesto postavili, ker to je nemogoče graditi po zim. Cesta je tudi nemogoče, da bi bila ne asfaltirana, ne betonska in cesta je v spodaj izolirana. Cesta je recimo, da bila 4-5 metrov, mende nasuto karkoli se da, ampak v spodaj močno izolirana,
ker ko se začne tajati, bi cesta ušla v zemljo in je treba v bistvu, in tudi vse hiše so tako narejene, da so temelji, pa tisto, kar je niže, malo niže dol, tam, ker so že hišice, je ta prva spodaj naredijo močno izolacijo, potem šele temelj postavijo. Drugače bi hiša ušla v zemljo, ko recimo spomladi ob odjuvi. Tako da je v bistvu, rekel, kar prevozno. In ko je bilo konec, zdaj pa tisto ekološka stvar, o katerem zdaj veliko govorimo, ko je bila končana ta cesta, so rekli, vsi ti stroji so naredili svoj namen in so vse potopili v Aljaške jezere. In jaz sem prišel do ene ženske, ko smo se vračali, to ste dobro vprašali, dobro ste me to spomnili, ko smo se vračali, vidim en bager pred eno hišico, en zarevel bager. In smo mi počakali, gremo tam noter vprašati. Sem rekel, gospa je ta iz leta 43. Ja, rekla iz leta 43. Sem, ko se lahko slikamo in smo začeli čisto ameriško skakati po tistem bagerju, ona je rekla, ne, sorry, to pa ne delite, to je pa svetinja. Ja sem, kaj pa je narobe, ker Američani so že nas toliko pofotkali, da smo že mi nenavadni. Je rekla, to je pa bager mojega fanta. Kaj pa se je zgodilo? Prav mi, da so vas zaljubljena, 17 let so bila stara oba, pravi, ta zadnjo noč sva skupaj plesala, on je odšel, je bil pozvan, da je šel gor više na Aljasko, z bagerjem je gradil cesto, ko je bilo pa konec, ker so ga tudi že prej usposobili, da je lahko vozil ta bager, ko je pa konec, je pa bager vzel, pa z njim hotel pobegniti domov, ubili so ga, bager je pa ostal tam v Gmajni. In je potem ta ženska, ko je to zvedela, poznaj po končani vojni, pripeljala to pred hišo in ga ima zdaj kot spomina svojega fanta. Prav ganilo me je to, da kaj se je zgodilo, tudi resnična zgodba. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Ja, Lenkost. No, gospod. A pa gospa, da je mešano. Jaz sem Jože Šibila. Rad bi vas vprašal, kako, ko ste tega Atila opisovali, pa ker je toliko anegdot in zgodb o njem, kaj ste vi prepričani, ki je? O kom mislite? O Atilo. Atili. Ja. Kaj mislite vi pri sebi resnično, kje je v bistvu? Bi šli kopati, ne? Ja, bi šli kopati, ja, bravo. Glejte, Atila je velika zgodovinska osebnost, to je treba vedeti. Atila je imel najmočnejšo vojsko tistega časa in cel Rim se ga je bal. Z vzhodnim rimskim cesarstvom je imel odnos tak, da je vzhodno rimsko cesarstvo neskončno denarja dajalo njemu, da jih ni napadel. Z zahodnim rimskim cesarstvu se je preko cesarja, še kot mladenici so se izmenjavali, včasih so bili pametnejši od današnjega časa. Recimo dva cesarja pa dva poglavarja sta zamenjala sina, eden je šel v sovražno vojsko, drug v drugo sovražno vojsko in na ta način se državi nista napadali. Kot bi recimo danes, kaj vem, Putin poslal svojega sina v Ukrajino, Ukrajinc pa v Moskvo, pa bi bil mir. Je bil tak, bi rekel, plodovit mir. In Atila je se učil tudi pri rimski vojski, vojskovati in tako naprej. Bil izredno inteligenten, izredno pameten v vseh pogledih in odličen vojskovodja, tudi s tem rimskimi izkušnjami. Ozemlja, kot sem prej povedal, je počasi pridobival in vsekakor je mislil zavzeti tudi rimsko cesarstvo na koncu, predvsem zahodno, mogoče bi pozneje vzhodno tudi zavzel, vzhodno je bil veliko bolj fair. Zahodno je pa začelo takrat že počasi propadati, družba je bila že v razkroju, bom rekel malo čudno ali pa malo grdo, ampak zelo podobno današnjemu času. Bilo je že marsikaj preveč, bilo je že ljudje niso več dali nobene vrednote, noben ni več držal besede, začeli so krasti veliko in tako naprej. Zelo podobno, res grozljive sporednice sem nekako začutil. Atila je pa to izkoristil in je šel do Milana oziroma še više gor, tam je pa ga je napadla kuga in njegovo vojsko tudi tega rimskega vojskovodja Ecija in tako, in se oni dva med sabo sporazumela, da se je nota napadala. Eci se je umaknil v Rim, Atila se pa hotel vračati domov ob Tiso, kjer je imel svoj dvor, lesen dvor. Živo zelo skromno, zelo preprosto, zelo, bi rekel, tudi fair do svojih ljudi, tudi nobenega velikega kraljestva in tako naprej. Vendar ga je tukaj prav
že na našem ozemlju ta bolezen začela nekako bolj napadati in se je pač vračal in zdaj, kje je obstal, ni nikjer zapisano. Ker so, recimo, te legende, imam jaz pravico kot pisatelj, jaz nisem zgodovinar, čeprav vse te knjige so na zgodovinskih dejstvih, so notri tudi napisane, ta dejstva, zgodovinski okvir je točen, ampak nikjer ni natančno napisano, kje je v resnici pokopan. Ravno toliko je lahko pokopan, ena legenda obstaja tudi na Krasu, tukaj okrog vaših krajev ogromno, pa vse tam do Lendavskih goric tudi ogromno, više gor na Madžarskem, pa tam gor, kjer imamo ta lesenji dvor, pa niti ne. To meni da slutiti, da je večja verjetnost, kot mi je rekel doktor Kuret, da je to tukaj, kot pa kjerkoli drugod. Kako je s tem krstami, kako je s tem zakladom? Veste, da so marsikje te zaklade je on puščal, oropal, naredil red, šiba Božja je bil v tem smislu, da je v bistvu to razuzdano družbo nekako urejal po svoje, sicer videl vse skozi vojsko, ampak v bistvu je bil neke vrste krokar, čistilec je počistil teren in vsi so se ga bali. Tudi znano je to, vi verjetno veste, ptujska delegacija je odšla k njemu ga prositi, ne napast tega mesta, 3-članska delegacija, in ravno takrat mu je pisala iz Rima cesaričina hčerka, da bi se kar poročila z njim, mu je dala ponudbo. In on je bil zelo v dilemi, kaj narediti. To delegacijo je sprejel, sicer tam nekje v stepi, na konjih, on je mu to navadil, da Bog ne daj, da ga kdo posluša, da ga kdo snema na našem času. In je vedno sprejel, počakal, zelo dobro taktiko je imel. Počakal je 10 dni, 14 dni, 3 tedne, da so ga čakali. In potem, ko je bil enkrat pripravljen za to, in ptujsko delegacijo, a vi veste, poznate to zgodbo, ptujsko delegacijo je sprejel na ta način, da ga je čakala 14 dni, tam pred tistim lesenim dvorom, ampak so jih gostili, to je bilo čisto, se bi rekel, čisto na visoki ravni. Dobrodošli, ni bilo to, bi rekel, da bi on, kaj vem, tam en barbar. In potem so odjehali, enkrat, ko je imel malo več časa, so vsi skupaj odjehali v stepo in on je zvedel takrat 3 usodne novice. Eno to, da mu ta vzhod menda ne bo več plačeval toliko ali pa sploh nič. Drugo, da ga snubi ta gospa. Tretja je bila pa ptujska delegacija, ki je pa v bistvu ob teh 2 dogodkih skoraj nepomembno. Ni bilo tako, oni so ga prišli prositi, ne Ptuja napast, ali pa, če boste prišli do sem, v redu, vam damo prost prehod preko Drave. In on je rekel, ja, v redu, prost prehod, to je že v redu. Ko je prišel prvikrat sem in ko naj bi čez Dravo prišel, so pa tam eni občinski uradniki, ki vedno obstajajo, zahtevali toliko pa toliko mostnine. On je rekel, fanti, tako da se pa ne bomo menili. Tako je četrt Ptuja požgal. In so bili tako oni za to, da jim dajo prost prehod. Nazaj je pa še ostalo potem počistil, a pa saj večji del. Tako da bi rekel za mene, a veste, kot pisatelj je pa to dobro. Zveš ta podatek in jaz si lahko to privoščim. Zgodovinar ne more napisati 1000% je to, ampak pri Svetem Roku je ta gomila, to poznate dobro, ampak tam je tudi gomila, kjer so pokopavali v času kuge ljudi na veliko. Tako da zna biti, da je tam tudi veliko teh loban in kosti iz tistega časa, spodaj po moje pa tudi tatira pokopati. Ne vem, jaz pa to prednost, a veste, da ga lahko pokopljam in oživim, pa še zmeraj živo ostanem. Zvolite. Pozdravljeni, jaz sem Vika. Hotela sem vas vprašati, kako ste izvedeli o tistem palci, da ni prave. O palci? O palcu, o džekah, ne? Ja. Da ni pravi džekov. Pravi, ne pokazuje, sem ga potipal prej. Ja, ampak ste rekli, da so s helikopterji peljali. Ja, pa se tam ni ljudi, da bi jim prste rezali, a pa palce rezali. Povedal je ta gostilničar tam, Krčmar je povedal, ja. Pravi, jaz sem zdel nemogoče, sem rekel, to je noro, to je v bistvu tudi neestetsko, še danes mi gre skoraj na bruha, nekaj na to pomislim. Ampak pač tako delajo, ne. Jaz hočem povedati, koliko so, recimo, kaj dajo vse za biznis. Toliko ljudi umre, prometna nesreča, noben si ne nareže zaradi biznisa te palce, ampak toliko teh priložnosti je, očitno so tam z eno bolnico dogovorjeni in jim to dostavljajo.
ker je pa to, se ti palc po moje, jaz sem ga popil, ne pojedel, veste, viski popil in ga je dal nazaj v hladilnik in sem videl, da ima noter še ne 2, 3, ker pomeni verjetno to 10krat, 20krat uporabi in to je zgleda, da mu to prinese, da je ta dostava cenejša kot pa to in je to atrakcija in certifikat. Čakajte, imam jaz celo v knjigi. Ne boste mislili, da kaj pretiravam, v knjigi je celo naslikan ta certifikat. Ja. Dajte, certifikat je noter slikan. Prav certifikat, kjer je gospod Ivan Sivec postal Jack. Dajte, tako sem pa zlato izpiral in take stvari. Ta knjiga je nekoliko nenavadna, ker sem na eni strani napisal potopis, na drugi strani pa zgodbe. In me je telefoniralo najmanj 30 ljudi, da smo se zmotili in da je vse narobe in potem smo začeli tiskati normalne knjige naprej. Meni je bilo pa zanimivo, da na eni strani je recimo kot potopis, na drugi strani pa zgodbe. Ne? In ni važno, kaj bereš, ali to ali na te strani, ne? Se moraš obrniti. Ne. Bomo naredili podnatis. Ja. Zdaj smo bolj v Rim usmerjeni pa v te zadeve. Ja. Drugače pa ne. Še kakšno vprašanje? Zanima, na kak način lahko predelate take vsote vseh teh zgodovinskih, ko se pač za nekaj odločite, kako lahko take ogromne vsote predelate materijala? Nekaj me zagrabi, a veste, to človek ne morem, no, lahko povem na primeru te rimske knjige, kaj se mi je zgodilo. Jaz sem šel na eno razstavo v Ljubljani o Rimu pred 3 leti, ena gospa, dr. Bernarda Županek, mi je to razstavo postavila. Jaz sem pa kot novinar vedno navajen, ker mi pa že malo šumelo, sem rekel, mogoče bom napisal nekaj o rimski zgodovini, ker se mi zdi tudi zaradi Ptuja. Ja. In sem rekel, to se mi zdi, v šoli se premalo tega učimo ali pa naučimo, se mi zdi, a pa sem se jaz premalo učil. Mene pa zgodovina zelo zanima. In sem šel na to razstavo, vedno z magnetofonom majhnim in vedno posnamem take pogovore. Gospa pa izredno odprta in mi je 4 ure pripovedovala o tej zgodovini. In je povedala, to so ljudje, a veste, ki vse življenje študirajo samo tako stvar. In ogromno vedo. Po muzejih, po knjižnicah, po inštitutih je ogromno znanja, sem treba znati priti do njega. Jaz kot novinar znam priti do njega, pa tudi vrata imam odprta in to je dobro. In ta gospa mi je to povedala, vse kaj se mi je zgodilo. Po noč pridem domov, zvečer po noč se mi sanja zgodba iz Emone, izpred 2000 let. Se mi sanja ena zgodba, ena X. Zjutraj pokličem to gospo, prej se nismo nič poznala, sem rekel, gospa Bernarda, oprostite, da vas motim, ampak meni se je sanjala taka in taka zgodba, a bilo možno, da bi to bilo dobro za knjigo. Ne? Jo, rekla, kar fino. Ona me je pa nagovarjala k temu, da bi vendarle napisal, ker njeno obdobje bi mal podaril s tem, ne? Ker ona pač to obdobje obdeluje. Rekla, a vam lahko pošljem še kaj materijala? Jaz sem rekel, prosim. In me je začela gospa sama od sebe pošiljati, od sebe pa tudi od drugih kolegov, zgodovinarjev, doktorjev znanosti, razne materijale, razne take kratke članke, vse sorte. Eden obravnaval recimo samo hrano, eden samo nagrobnike, eden samo oblačila in tako naprej. So zelo osko specializirani ti znanstveniki. In jaz dobim cel kup domov tega materijala in enkrat me žena pelje v toplice. Meni pa v toplicah blazno dolg čas. Ko se moraš 10 ur kopati, bogi ljudje, jaz pravim, da 10 ur po vodi čofodati, skočim v vodo, grem v sobo in začnem ti zbrati. In naletim na en članek, Emona, pa tudi Petovija ni bila na ta način, ni bila delno po teh rimskih načrtih narejeno, ker so izkoriščali prostor, ampak večina teh mest je zelo podobnih med sabo bila poznana. Tudi Petovija je bila nekako po tem rimskem načrtu narejena. Ampak teh rimskih mest, na ta način, kot je bila Emona, je bilo po celem rimskem kraljestvu, recimo, kaj vem, več 100 na isti načrt. In je bilo narejeno tako, da je bilo tako, recimo, za obzidjem je bilo mesto, v obpadnicah so bili pa nagrobniki. Mi imamo zdaj pokopališča tako, skupaj na eni nivi, kot pravimo Božja niva, ne? Tam je bilo pa tako, ko si šel po cesti, na levo, desno so bili ti nagrobniki. Na obeh strani. In na nagrobnikih je navadno pisal živi napis. Recimo za mene bi pisali, da je napisal knjige, preveč govoril in tako naprej. Ne? Tako, bilo kar konkretno, dosti konkretno. In iz teh napisov, ki so bili vklesani v kamen, se je veliko zvedelo o življenju tistega časa. In jaz tisto prebiram in na enem nagrobniku pisalo, točno isto, kot se je meni sanjalo. 2 sva te ljubila, oba sva te izgubila, o draga moja mila, zakaj od naju si odšla.
Jaz sem prebledel, poklical iz toplic, še enkrat Bernardo, sem rekel, gospa, tisto, kar se meni sanjalo, se je v Emoni pred 2000 let res zgodilo. Je rekla, mogoče, sem rekel, ne mogoče, vi ste mi poslali material. Je rekla, jaz nagrobnike ne obdelujem. Sem rekel, od enega gospoda, vašega kolega, je točno tisto, kar sem jaz sanjal, se je v Emoni v resnici zgodilo. Zdaj sem povedal za njega, ki je bolj tehničen tip, sem spraševal okrog, sem rekel, kaj se je zgodilo, ne? Ma prav, in možgani, vsi imamo možgane kot največji v bistvu računalnik in možganih je na 100 milijonov informacij. Prav, ti si samo to študiral že takrat in so ti možgani po noči ven vrgle najbolj verjetno zgodbo tistega časa. Ta zgodba se je pa verjetno, se pa tudi v Emoni lahko zgodila in to je rezultat tega. Potem vprašam enega drugega, nisem bil čisto zadovoljen s to tehnično razlago, ma je rekel, to si ti, pravi, te zgodbe vse krožijo med nami. Tako, ko ste tudi vi lepo naslovili ta zbornik, ne? Zgodbe so vedno prisotne, mi nismo samo del tega, kar smo tukaj, ampak vemo nekaj tudi iz preteklosti, dojemamo nove zgodbe, nekaj še iz davne preteklosti, to je v bistvu kroži. Niso samo knjige kot fizične, ampak tudi, bi rekel, v tem našem umu, v tej pameti, v tem vse skupaj je del tudi tega. Ne? In prav ti si dobil eno zgodbo pač iz onostranstva, recimo, se lepo sliši. Eden je rekel, ti si malo premaknjen, je rekel, s tabo se ne da nič pomagati. Jaz sem dvignil roke in se rekel, karkoli je bilo, to je signal, da moraš to zgodbo napisati. Zato sem jo potem tudi napisal. Še hujše je pa bilo s tretjo, to moram še povedati, tretja zgodba, peljem se dol na Vipavo, mi štopa ena mlada punca, z eno hudo minico, hujšo kot imate vi, z eno minico in reče, da se lahko usedem, kam pa greste, sem rekel, v Vipavo, je rekla, grem lahko z vami, sem rekel, lahko, izvolite. In se je usedla na zadnji sedež, ne na prvi. Sem mislil, punca se me boji, pa navadno res najemno štopak noter, takrat sem jo povzel. In sem rekel, kaj veste o rimski zgodovini, ker se peljeva po stari rimski zgodovini. In me je začela pripovedovati neskončne stvari, vse je vedela. In sem rekel, ja super ste, kakšna sreča, da sem ustavil in da ste vstopili. Ne? Sem rekel, kje vas pa dam ven? Je rekla, ja kar tam v Vipavi na trgu. Ne? In celo pot govoriva o rimski zgodovini in o tisti bitki. Tisti, ki sem vam prej pripovedoval. V Vipavi jaz počakam, rečem, izvolite, ki je zadnji bila, pogledam nazaj, punce nikjer. Je nekje prej že izpuhtela. In je rekla, moja draga, sem to še mogoče, da ne boste šli preveč preplašeni domov. Moja draga žena je rekla, ja prav, na enem večer je ona ostala in razložila, kaj se je z mano dogajalo. Je rekla naslednje, je rekla, moj mož je tako močno zamislil to stvar, da je tista ženska v bistvu vstopila, pa ni vstopila, ampak se je z njo v bistvu celo podpogovarjal in si je zgodba dogajala v njegovi glavi in potem tudi stopiti ne mogla. In ljudje so jo zaploskali. Tudi to je možno. Ne? Dragi obiskovalci, spoštovani gospod Sivec, vem, mi bi vas lahko poslušali še ure in ure do jutra, ampak žal nas čas preganja, zato vas moram z obžalovanjem res malce ustaviti, ampak sem prepričana, da se bomo kmalu spet srečali. Eno manjše darilce za vas v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Spet napisal. Zahvala tudi gospe moderatorki, gospe Viktoriji Dabič, prosim. Eno darilce tudi za vas. In pa tudi seveda gospe Mileni Dobršek, ki jo vabim tukaj k meni, tudi darilce za njo. Bravo. Dovolite mi samo še, da se v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije zahvalim vaši knjižnici, da ste nas tukaj tako lepo pogostili in seveda gospodu Sivcu.
Upam pa, da se vidimo kmalu na naslednjem večeru Znani Slovenci berejo slepim in slabovidnim. Hvala lepa. Hvala. A lahko še jaz podarim to knjigo vam? Izvolite. Hvala lepa. To je mojih prvih 100, noter piše do stotke, ampak zdaj že 122, kot smo rekli. Ja, ja. Tudi v imenu knjižnice bi se želela zahvaliti za današnji prijeten večer. Najprej gospe Viktoriji Dabič. Bravo. Hvala lepa. Gospodu Ivanu Sivcu za čudovito popotovanje na Aljasko in v rimsko obdobje. Hvala. 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 Predstavniku društva Ptuj. In gospodični Aleksandri, predstavnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Sedaj pa vse prav prijazno vabim v pritličje naše knjižnice na manjšo pogostitev in da nadaljujemo s tem prijetnim klepetom. Hvala lepa in lep večer še naprej. Če kdo želi, se lahko tukaj oglasi še, da gospod podpiše knjigo.